ime skupine? Vrli muzikanti. Kako ste izbrali tako ime? To je bil splet okoliščin. Namreč, ko smo se ekipa zbrali, smo v decembru šli igrati en špil in je tam ena gospa rekla, joj, kako ste pa vi vrli. In takrat še nismo niti imeli imena in potem smo postali vrli muzikanti. In kdaj se je to zgodilo? Kdaj je vaša skupina nastala? Naša skupina je nastala decembra leta 2018. Torej ste aktivni že nekaj let, vmes je bila tudi korona, sicer žal. Vprašal pa bi vas nekaj drugega. Kdo je vaš glasbeni vzornik? Naš glasbeni vzornik je Brane Klavžar in bi lahko rekel tudi Franc Mihelič oziroma njegov ansambel, tako da po njim se ogromno zgledujemo, tudi igramo ogromno njihovih viž, pa tudi zaidemo med kakšne Slakove, Avsenikove in tako dalje. Klasika v bistvu. Tako. Ali je bila vaša pot do nas dolga? V bistvu je za nas Štajerce, Števerjan kar oddaljen, tako da smo morali iti okrog 9. ure zjutraj že na pot, da smo bili okrog 12. tukaj, da smo še lahko kako pauzo si vmes umislili, ampak načeloma je pa zmeraj fajn, bi rekel, tu v vaše kraje priti. Bili smo že leta 2019, če se ne motim, pri vas in smo se tudi takrat zelo lepo imeli, tako da danes tudi upamo, da bo odlično. In zakaj ste izbrali ravno Števerjan? Pa v bistvu bi rekel, Števerjan daje neko simboliko, bi rekel, dobre narodno-zabavne glasbe. Tukaj se je predstavilo ogromno uveljavljenih glasbenih skupin in zato nas tudi to privlači, da bi mogoče postali del teh skupin. Super. Rekli ste, da ste že bili na festivalu leta 2019. Moje vprašanje pa je, ali bi mi znali opisati, kateri je po vašem mnenju najbolj tipičen vonj festivala? Najbolj tipičen vonj? Najbolj tipičen vonj je seveda vonj po poletju, vonj po borovcih. In fajn je, ko prideš, bi rekel, v vaše kraje in slišiš kržate, pet, tako da ima, bi rekel, vse skupaj poseben vonj. In ali ste že okusili danes naše znamenite števerjanske piščance? Ne, vaših piščancev pa še nismo. Smo pa probali vaše testenine in vašo, mislim, da je bilo, Kaj je bilo? Krompirček? Krompirček pa tale... Zelenjava? Ja, pa, ne šnicl. Vratovina. Vratovino ste. Tako. Tako da imate še prostora, nekaj prostora verjetno za piščanca, verjetno ja, zvečer. moramo poskusiti. Sicer ne poznam te zgodbe, da slovite po piščancih. Res ne, žal, ampak bomo pa poskusili. Morate, nujno. Bomo. Česa pa ne smemo pogrešati, poleg piščancev seveda, na dobrem festivalu narodno-zabavne glasbe? Na dobrem festivalu mora biti pa zelo dobra Zlata kapljica. Rujna kapljica vaša. To pa se spomni tudi iz leta 2019, danes še ne, zaradi tega, ker smo, ne vem, Štajerci, vse je ogromno vina. Bi rekel tako, imamo ogromno vina v našem okolišu, zato tudi, ko prijemo kam drugam, pijemo pivo. Ste bolj pivavi. Tako da smo tako, ampak bom pa se vrnil tiste čase, torej 2019 leta, ko smo bili tukaj, smo pa tudi probali vašo domačo kapljico in je odlična. Super, to me veseli. In hvala, da ste bili z nami in vso srečo. Hvala lepa.